Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bomo govorili o nepremičninah, cene stanovanj in hiš letijo v nebo, koliko časa še se bodo cene krepile, kdo so kupci, kdo gradi danes, torej kaj se dogaja na trgu nepremičnin. O tem se bom pogovarjala z Alešem Perovškom, vodjom sektorja za trg nepremičnin na Geodetski upravi, in Andražem Briljem, ki je ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Capital Genetics in smo ga že kar nekajkrat gostili. Zdravo obema. Zdravo. Živijo, Marja. Predlagam, da gremo najprej pokomentirati aktualno stanje, kaj torej kažejo statistike, gospod Perovšek. Ja, v letošnjem letu smo priča najvišji rasti cen stanovanjskih nepremičnin na ravni države od časov pred krizo leta 2008. In sicer cene rastejo predvsem na račun porasta cen v največjih mestih, razen Ljubljane. V Kopru, Mariboru, Celju in Kranju so cene v prvem polletju letošnjega leta zrasle za 10 do 12%, v Ljubljani pa v narekovajih le za 6%. Namreč Ljubljana je zmeraj nekoliko v prednosti, se pravi, narekuje trende prometa in cen nepremičnin v Sloveniji, in največjo rast smo imeli v Ljubljani že leta 2018, in sicer so na letni ravni cene stanovanjskih nepremičnin zrasle takrat za približno 15%. To so kar nori odstotki. Tudi mi, ko smo gledali te podatke, smo pač izračunali, da je v zadnjih 5 letih, se pravi v 5-letnem obdobju, so cene v Ljubljani, konkretno rabljenih stanovanj, poskočile za 60%. To je kar velik skok. Ja, to je velik skok, ampak moramo vedeti, da seveda te cene od obrata cen leta 2015, ne, v bistvu te cene se računajo na to osnovo, ki je bila ko je bilo doseženo dno po krizi leta 2008, je bilo doseženo dno šele v letu 2014, cenovno dno, ne, in na to dno seveda so se cene, da tako rečem, zelo povišale, ne. Ampak, veste, to vsem pomeni, ne, da recimo cenovni vrh iz leta 2008 je bil nominalno dosežen v Ljubljani, če govorimo, ne, pa pravzaprav na nivoju cele države šele lansko leto, se pravi v letu 2020. Če pa gledamo zadeve realno, se pravi, če upoštevamo še inflacijo, ki je pravzaprav za to 13-letno obdobje tudi kar nekaj nanese, čeprav je bila zelo nizka, ne, smo pa šele letos na nivojih cen iz leta 2008. Ja. Tako drastično, ko zgleda, spet ni, ne. Ja, za marsikoga, ki stanovanje kupuje, je to kar precej drastično, so cene kar precej visoke. Andraž, ti v bistvu kot ocenjevalec vrednosti nepremičnin moraš biti stalno v stiku s trgom nepremičnin. Kako ti vidiš situacijo na trgu nepremičnin? No, tako kot je tudi gospod Perovšek že povedal, ne, od leta 2013-2014 se je začela ta divja rast, eksponentna rast cen samih nepremičnin, ki se nekako še ni ustavila. Je res, da smo dosegli vrh v letu 2018, po moje, te eksponentne rasti, oziroma ki je bila več kot dvomestna. Zadnji podatki že kažejo, oziroma že malo nakazujejo, da se ta trg nekako bolj stabilizira, da ni več te eksponentne rasti. Mi se vsakodnevno srečujemo z novimi kupoprodajnimi pogodbami in smo vedno presenečeni, po kakšnih cenah ljudje kupujejo stanovanja. Praktično se to spreminja iz meseca v mesec. Enostavno podatki, ki jih imamo, ki jih prejemamo iz Geodetske uprave o opravljenih transakcijah, če so stari več kot en mesec, praktično že ne odražajo več stanja na samem trgu. Ljudje so nekako obupani in tudi, ko mi z njimi govorimo, ne pravimo, zakaj ste kupili po tako visoki ceni, pravijo, saj nimamo nič za kupiti na trgu in pač moramo nekaj kupiti ali iz investicijskega razloga, ali ker se bojimo inflacije, ali pa iz praktično zadovoljevanja potreb po stanovanju. In
Na trgu je po pomanjkanju ponudbe res zaznati pač precejšnje anomalije, kar se tiče prodajnih cen. Ampak vse to niso zdaj ni nekaj novega, da se v Sloveniji ukvarjamo s pomanjkanjem ponudbe. To mi že vemo že dolgo časa. Zakaj se stanovanja ne zgradijo, ne gradijo in zadovoljujejo to povpraševanje, ki je Ta konstantno? problem, jaz mislim, da ima ta problem Slovenija že od same osamosvojitve naprej. Tukaj ni bilo na ravni države narejeno nič, da bi se v bistvu olajšale same postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, sprejemanja prostorskih načrtov oziroma začrtano neka državna politika, kako bi povečali ta fond stanovanj. Vse je bilo nekako prepuščeno neki regulaciji trga in vedno se je govorilo, da bo že trg poskrbel, da bo ta ponudba in povpraševanje uravnotežena. Kar se je v praksi pokazalo, je, da temu ni tako. Gradi se bistveno premalo, investitorji so slovenski bili kapitalsko podhranjeni in dejansko je ta ponudba bistveno manjša od povpraševanja na samem trgu. Za primerjavo, mislim, da se trenutno glede to, da je zgleda, da se posod nekaj gradi, je dejansko se gradi manj stanovanj, kot se je v tistih zlatih časih gradnje stanovanj v letih 2007-2008, kjer so se gradili res veliki projekti z 400-500 stanovanji, tako da takih primerov ni. Tuji investitorji, ki so kapitalsko močni, ki jih zanima slovenski trg, predvsem zaradi visokih marž, ki jih lahko dosegajo, se zelo težko odločajo, da bi vstopili v Slovenijo, predvsem zaradi pravnih ovir, problemov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, spreminjanju prostorskih načrtov, in to vse so neki dejavniki, ki jih odvračajo od tega, da bi hitro vstopali na trg, ker so te časovnice nepredvidljive in lahko včasih traja več let, da pridejo do gradbenega dovoljenja in imajo boljše priložnosti na drugih trgih, kjer lahko hitreje vstopijo na trg. Ja, to zna biti zdaj kar malce zavojajoče, ko se vozimo po Ljubljani, vidimo cel kup nekih žerjavov, ampak ja, gradi se manj stanovanj. Kako pa vi vidite, gospod Prerovšek, to ponudbo trenutno? No, dejansko seveda je prisotna vse večja gradbena ekspanzija, to, kar se vidi, je seveda res. In recimo v Ljubljani v zadnjih 2 letih je prišlo na trg približno 500 novih stanovanj, kar seveda še ni ne vem kakšna številka, in ponudba seveda zaostaja za povpraševanjem še vedno kar precej. Vendar pa zdaj načrtovane gradnje, ki naj bi se začele v naslednjih 2 letih, predvidevajo, če se bojo uresničile, seveda, da bo prišlo do še 6,000 novih stanovanj v Ljubljani, do konca leta 2026 naj bi prišla na trg, s tem, da se tudi zdaj že v tem trenutku približno 1500 stanovanj je v gradnji. To pa že niso tako zanemarljive številke. Tako da slej ko prej, seveda skupaj z rastjo cen, bo ponudba vendarle presegla plačilno sposobno povpraševanje in potem bo najbrž tudi prišlo do umiritve rasti cen. Dejansko je pri nepremičninah vedno tako, da ti cikli razvoja posameznih projektov zostavajo za gospodarskimi cikli. Se pravi, ko gre gospodarstvo dobro, takrat se zbudijo investitorji in takrat želijo investirati in začeti graditi. Seveda postopki privedejo do tega, da ta cikl, nepremičninski cikl zaostaja za gospodarskim ciklom za dobro leto do 2 leti, in zdaj se je to pokazalo. Zdaj 3 leta smo recimo v tistem res nepremičninskem boomu, ko vsi želijo graditi, te projekti so se začeli pripravljati. Zdaj, tako kot je gospod Prerovšek rekel, prihajajo na trg tudi večji projekti, tudi več tujih investitorjev. Zdaj nekako prišlo, so uspeli realizirati te projekte, ki jih pripravljajo. Recimo, če pogledamo projekt Corvin v Ljubljanski Šiški, oni so to zemljišče kupili že verjetno 5-6 let nazaj, šele zdaj so v fazi gradnje in te stanovanja bojo prišla z drugim letom na trg. Tako da ta proces je daljši. Probleme v tem, ko se recimo, ne vem, če se zgodi nekaj v gospodarstvu, da pridemo do neke globalne recesije, neke globalnega polka, recimo govorimo o pregledih trgih na vseh področjih, bojo te projekti
v bistvu spet ostali v neki fazi izgradnje, ne, vmes se bo pa gospodarska slika lahko obrnila. Ne. Ja, zadnje čase tudi videvamo kar neke take nenavadne nakupe strani investitorjev po izredno visokih cenah zemljišč, recimo v središču Ljubljane. Tam se bodo zagotovo zgradili v bistvu tudi izredno drage nepremičnine. Kdo so kupci teh izredno dragih nepremičnin? Kdo bo to kupoval? Ja, nepremičnine, v bistvu, če govorimo, jaz bi razdelil kupce vsaj na dva dela. Ne. Eni so tisti, ki zadovoljujejo svoje primarne potrebe po prvem stanovanju, po večjem stanovanju zaradi svojih družinskih potreb, ne. Na drugi strani imamo investitorje. Ne. Nepremičnine so vedno bila zelo zanimiva investicijski segment za investitorje. Investitorji vidijo nepremičnine kot zelo stabilno in dolgoročno naložbo, katera bo zagotavljala nek donos in pa seveda tudi kapitalsko rast na dolgi rok. Zato so tukaj zelo velik interes imajo po nakupu nepremičnin. Ti investitorji, ki jih je v bistvu, če pogledamo na sliki splošne populacije, zelo majhen odstotek, ampak imajo zelo velike količine denarja, si lahko privoščijo, da v nekem stanovanjskem projektu kupijo tudi 5 do 10 stanovanjih in jih držijo kot samo naložbo in računajo, če kupijo stanovanje v središču mesta, računajo, da bo ta padec kljub neki krizi v nekem dolgem obdobju zelo stabilen in so pripravljeni ponuditi tudi zelo visoko ceno za res neko premium lokacijo. Ja, ampak kakšni so pa potem donosi iz oddaje te nepremičnine ob tako visokih cenah, če je že strošek nakupa izredno, tukaj logika, ne razumem. Včasih pohecam, kdo bo vse te stanovanja najel, ki jih kupujejo ljudje za investicijo, ampak dejansko mislim, da tukaj gre bolj za neko ohranjanje vrednosti, da niti ne gledajo toliko skozi sam donos iz oddajanja, ampak gledajo bolj na to, kako bojo cene še naprej rasle oziroma bo ta njihova naložba saj nekako ohranjala vrednost. A ohranjala vrednost? Pa bo ohranjala vrednost. Se dogajajo nihanja na nepremičninskem trgu, gospod Perovšek. Vse smo videli v preteklosti tudi upade po več 10%, 30-40%. Mislim, da smo imeli 30% upad cen. Jaz se z gospodom Brilijom seveda strinjam, da gre za to, da tukaj pač tisti, ki imajo investitorji, ki kupujejo stanovanja za naložbe, imajo trenutno presežke denarja, ki jih nekam morajo plasirati, glede na situacijo, obrestne mere so nizke, ne, in stanovanja še zmeraj ostanejo zelo dober hranilec vrednosti in dobra dolgoročna naložba, ne glede na te nepremičninske cikle, še posebej na teh, bomo rekli, eminentnih lokacijah, ne, kjer se večinoma kupuje. Če pogledamo na neko daljše obdobje, od leta 1990, od osamosvojitve naprej, pa pogledamo, koliko so bile vrednosti stanovanj takrat, takrat smo bili po mojem na enih 500 evrih na kvadratni meter, pa kje smo danes. Če pogledamo to daljše časovno obdobje, vidimo, da je zelo premo sorazmerno rast gibanja cen stanovanj z bruto domačim proizvodom, tako da dolgoročno, če imate le možnost, da držite stanovanje, da nimate likvidnostnih težav, pa da bi ga mogli v nekem negativnem ciklu, se pravi takrat, ko so med leti 2008 pa 2014, ko so padli 30%, če niste rabili takrat prodajati, ste zdaj že prišli na isti nivo in enostavno ste ohranili neko vrednost, ki ste takrat imeli. Se pa z donosom zelo redki ukvarjajo, bolj gledajo recimo, da poplačujejo neko financiranje, pa računajo predvsem na rast cen stanovanj. Ja, ponovadi, ker zamahnejo z roko, pa reče, saj vseeno bo ostalo otrokom. Zdaj smo že večkrat omenjali inflacijo, imamo poplavo podražitev tudi v gradbeništvu, tudi obrtniki se precej dražijo, storitve obrtniške, to ni dobra novica za kupce. Konec koncev pa zna predstavljati tudi težavo za marsikaterega investitorja, ki se je mogoče lahko tudi zaciklal. Ali se lahko zgodi scenarij iz leta 2007, ko so številni gradbinci potem šli v stečaj? Mi, ko smo na terenu in opažamo, se že dogajajo taki primeri. Predvsem tam, kjer so sami izvajalci, niso gradbena podjetja, kjer gre za neke investitorje, ki so kupili zemljišča z namenom
izgradnje stanovanj in sam prodaje. Seveda so mogli vse deležnike najeti, se pravi od inženiringa do gradbenih podjetij in tako naprej. Enostavno so se ob teh podražitvah in na lokacijah, kjer ni velike prime, se pravi govorimo na lokacijah, ki so izven Ljubljane, izven v teh visokih središč, se že dogaja, da enostavno ne more projekta zdaj speljati do konca in iščejo neke rešitve. Seveda, tukaj gre po eni strani, če si ti nevešč investitor, te začnejo gradbinci stiskati in dvigovati cene in ti enostavno ne prideš več svojo kalkulacijo čez in potem ti ponovadi gradbinci prevzamejo tak projekt in ga sami dokončajo in poberajo neko razliko. Ampak se že dogajajo taki primeri in če bo glede na to, kot se prej omenila, da se zemljišča tudi držijo, enostavno so zdaj vse kalkulacije narejene na te visoke cene. Zdaj, če se pride do nekih negativnih okoliščin in da trg delno zaniha, se lahko tudi zgodi, da kateri od investitorjev zgodbe ne bo mogel speljati do konca. Vaš pogled, gospod Perovšek? Ja, jaz se s tem strinjam. V bistvu situacija na stanovanjskem trgu v Ljubljani zelo že spominja na tisto pred 1 do 2 leti pred nepremičninsko krizo leta 2008. Se pravi, imamo na eni strani pospešeno rast cen, kjer se je že začela ta spirala višanja cen, tako rekoč vsakodnevnega, na drugi strani pa vse večjo gradbeno ekspanzijo. In kot rečeno, kot sem že prej omenil, slej ko prej bo prišlo do točke, kjer bo pač ponudba presegla tole plačilno sposobno povpraševanje, se pravi, začeli se bojo podaljševati časi prodaje nepremičnin in na koncu bojo seveda se začele neminovno kopičiti tudi zaloge neprodanih stanovanj. In takrat bojo seveda ustvarjeni pogoji za to, kar smo zdaj govorili, se pravi, sigurno bo prišlo do tega, da bojo določeni gradbinci oziroma investitorji v tej situaciji propadali in se pravi, se bo začel nepremičninski cikl znova. Kdaj se bo to zgodilo, je pa seveda drugo vprašanje. Situacija je vendarle danes majčkeno drugačna, kot je bila pred 13-14 leti. Predvsem je ta faktor poceni denarja. Denar še nikoli ni bil toliko poceni, kot je zdaj v zadnjih letih, in seveda po drugi strani je pa tudi že to, da je pač obstajajo prihranki, presežki denarja, ki ga je treba nekam investirati. Se pravi, neka peščica ljudi razpolaga z denarjem, ki ga bo sigurno usmerjala še naprej v nepremičnine. Vse več je teh, ki pač usmerjajo denar v nepremičninske naložbe, in to seveda v veliki meri tudi spodbuja to spiralo povečanega povpraševanja in pa rasti cen. Ja, res je, ja. Obrestne mere, to velikokrat se izpostavlja, zlasti nepremičninski posredniki tako na nek način spodbujajo ljudi k nakupu. Ja, obrestne mere so izredno nizke, ugodne, ampak po drugi strani so pa cene stanovanj neverjetno visoke. Plače spet se niso toliko okrepile, kot so se okrepile cene nepremičnin, in indeks cenovne dostopnosti kaže, da si Slovenci vse težje lahko privoščimo nakup stanovanja. Konec koncev se pa tudi napoveduje, da bodo obrestne mere kmalu se pač morale začeti vzpenjati. V Ameriki že naslednje leto, v Evropi so rekli, da leta 2022 še ne, ampak ta scenarij tudi pride. Ja. Sigurno, pač centralne banke, tako ameriška kot evropska, napovedujejo dvig obrestnih mer, tudi zmanjšujejo odkupe samih obveznic. Inflacija v bistvu jo tudi zdaj spodbujajo s tem namenom, da bo imel tudi nek mehanizem, zakaj bo lahko tudi dvignili same obrestne mere. To se bo definitivno pokazalo, bo imelo vpliv na same kupce stanovanj. Ob teh nizkih obrestnih merah so zdaj lahko napraskali, bomo rekli temu, za obrok, se pravi, nizka obrestna mera odplačujejo glavnico, nekako par je uspel
nekako dobiti, da pokrijejo to mesečno anuiteto. Zdaj predstavljam sem, da se jim to dvigne, ne vem, za 100-200 evrov na mesečni ravni, lahko nastopi problem. Seveda je tukaj pozdravljamo v bistvu to odločitev Banke Slovenije, da so to malo regulirali, da se ljudje ne morejo toliko zadolževati. Je pa po drugi strani tudi res to, kar si Marjeta že na začetku rekla, kar se tiče same dostopnosti teh stanovanj. Nek povprečen par z neko povprečno plačo si ne more privoščiti pri teh cenah nekega dostojnega stanovanja, če govorimo 70-80 kvadratnih metrov, je to absolutno predrago. Zdaj Slovenci imamo tukaj neko osnovo, pomagajo jim starši, babice, mogoče so že prej, ko so imeli kakšno stanovanje, prodali, tako da tukaj nekako smo iznajdljivi, da se to vse skupaj vrti. Je pa res, da po drugi strani zelo težko to naredimo, posebej bo to težko, če se bojo povišale obrestne mere. Ja, kar povejte, gospod Perovšek. Ja, mislim, glede do dostopnosti, ja, normalno, z višanjem cen seveda dostopnost teh stanovanj za te, ki pač kupujejo stanovanja za lastno uporabo, se seveda ta dostopnost zmanjšuje. To velja sicer za celo državo, ampak treba je pa vedeti, da so zelo velike razlike v Sloveniji med območji države. Zdaj mi v glavnem govorimo v Ljubljani, tukaj dejansko je za, bomo rekli, normalnega človeka že danes ta dostopnost stanovanj zelo vprašljiva, oziroma je zelo majhna. Dočim po drugih krajih države, dobro, razen Obale, kjer je spet svoja zgodba, ampak v Mariboru, v Celju, v drugih mestih je pa seveda ta dostopnost bistveno večja. Se pa seveda tudi tam s časoma zmanjšuje. In zadeva torej vodi v to, da na neki stopnji bo pač prišlo do ponovne krize, kjer bo potem se bo ta rast cen sicer zaustavila, ampak bi bilo pa iluzorno pričakovati, da bo prišlo do poka nepremičninskega balona v smislu nekega drastičnega in pa takojšnjega padca cen, ki ga ponavadi kar nekako pričakuje v takih razmerah. Če pogledamo spet nazaj izkušnje iz prejšnje krize, nepremičninskega trga, seveda se je prav tako pričakovalo, da bo kar naenkrat padle cene, ampak se to seveda ni zgodilo. Cene so padale počasi, v nekih obdobjih so celo stagnirale, šle celo malo gor in dosegle svoje dno, torej leta 2014, torej šele po 6 letih, pa tudi v bistvu ta padec ni bil tako velik, kot bi si kdo mislil. V bistvu govorimo o tem, da so se cene stanovanj v več stanovanjskih stavbah v bistvu pocenile, se pravi za nekaj več kot med 20 in 25% na ravni države. Za hiše nekoliko več, tam 30 in več procentov, ampak še zmeraj to niso padci, da bi cene padle za več kot pol ali pa celo več. Taki scenarij, ki jih vidimo recimo v tujini, pri nas tega nismo še videli. Ne, tudi ni pričakovati, glede na okoliščine. Tudi situacija je trenutno drugačna. Mislim, tudi projekti, ki so se financirali 2007-2008, takrat so banke to bistveno drugače financirale, z bistveno večjimi tveganji. Tam so kar dajali kredite za nakup zemljišč in lastnih sredstev v bistvu niso niti bila zahtevana pri samih investitorjih. Tukaj zdaj so to politiko malo obrnili in mislim, da se ne bojo dopustili tega, da bi enostavno, tudi če bi prišel do nekih stečajev gradbenih podjetij ali oziroma samih investitorjev, da bi te stanovanja ostala nedokončana, tako kot so jih pustili v letih 2007, 2008, 2009, ko je nastopila prva kriza. Tako da mislim, da bo ta ponudba, ki prihaja, se v vsakem primeru zgradila do konca in to bo nekako zagotavljalo neko kontinuiteto na samem nepremičninskem trgu. Je pa res, da če bojo ljudje manj kreditno sposobni zaradi višjih obrestnih mer, pa če bojo bolj plašni, da se bojo umaknili iz trga in začeli čakati in tako, kot je gospod prej povedal, o povečani ponudbi, ki bo neminovno prišla na trg, ker so te projekti že v pripravi, lahko to
povzroči, da se te cene začnejo zmanjševati. Ja, v bistvu, ko smo zdaj govorili o zadolževanju in si že omenil, da se zadolžujejo cele družine za nakup enega stanovanja, to je v bistvu izredno alarmantno in da tudi banke spodbujajo, da pridejo v poslovalnice cele družine, mame, očetje, tete, strici, zato da vzamejo vsi posojilo in kupijo tisto drago nepremičnino. To konec koncev nas lahko zelo, zelo kaznuje, kajti Slovenija je stara država, demografija ni ugodna, stara se populacija, pokojnine so izredno nizke in da ti s tem obremeniš svoje starše, je to v bistvu kar problem in v bistvu samo prelagamo te zadeve na starše, na druge, skratka, ujamemo se v nek cikl. In marsikatera družina bo se znašla v finančnih zagatah ravno zaradi tega, ker se cele družine zadolžujejo za nakup teh dragih nepremičnin. Ne vem, mogoče vajno mnenje o tem. Mislim, da je to. Tudi, ko so zdaj, ko pomagajo pri samem nakupu, pomagajo tudi potem, ko nastopijo na težave in pomagajo, da se to odplača. Teh defaultov pri fizičnih osebah je izredno malo, jih ni veliko, dejansko se te krediti za stanovanje odplačujejo. Bolj je problem tam, ker kupujejo še kakšno dodatno nepremičnino z namenom investiranja in v bistvu neke presežke vlagajo v neke naložbene nepremičnine, ki jih potem težje odplačujejo. Tam bolj pričakujem nek default in tam imam pomoči strani sorodnikov ali pa prijateljev. Za tisto primarno zadevo pa enostavno se nekako vedno stvar uredi. Tudi strani banke je zelo, zelo težko neko osebo vršiti ven iz takega stanovanja, tako da tukaj ne pričakujem nekih bistvenih tveganj. Je pa po drugi strani tukaj treba malo pogledati, da malo širše, da tukaj je tudi neka vloga države, bi mogla biti prisotna, ki bi pomagala reševati te stanovanjske stiske oziroma te stanovanjske probleme. Enostavno se je pokazalo, da sam trg tega ne more nekako uravnotežiti, a ne mogla bi država tukaj stopiti. Zdaj v zadnjih 5 letih so naredili en korak, predvsem na najemniškem trgu. Stanovanjski sklad gradi veliko število najemniških stanovanj, kar bo nekako vsaj malo regulirala, pa nekako uravnotežil ta najemniški trg, da bo bolj predvidljiv, da bo bolj zanesljiv. Na drugi strani pa na tem nakupnem nismo kaj dosti naredili in tukaj mislim, da bo treba nek korak narediti, če bomo hoteli imeti nekako bolj stabilen trg z netok volatilnosti. Gospod Porošek, vaše mnenje? Ja, strinjam se s tem, kar je predhodnik povedal, nimam tukaj pravzaprav nič za dodati. Ja, gremo naprej in sicer minimalna plača je še ena zadeva, ki vpliva na našo kreditno sposobnost. Minimalna plača se je dvignila letos, dviguje se tudi v prihodnjih letih. 78% minimalne plače nam mora ostati na računu, vzdrževane člane, če jih imamo, je potrebno zraven šteti tudi pri izračunu kreditne sposobnosti in konec koncev pod črto nam mora ostati, mislim, da malce čez tisočaka, če imamo vzdrževanega člana na računu po plačilu vseh obveznosti. Mogoče bi tukaj še eno zadevo omenila, ki sem jo opazila, ko si prej omenjal o defaultih. Fizična oseba bo najprej poskrbela za plačilo položnic, za streho nad glavo, odpovedala se bo vsemu drugemu, preden bo pač pustila, da banka prevzame tukaj neko vlogo, ali pa da bo dobila neke opomine od banke. Bančnik ne bo nikoli vprašal fizično osebo, kako živi potem, ko plača obrok kredita. Pomembno je, da banka dobi plačilo in pomembno je, da v bistvu fizična oseba ima streho nad glavo. Zaradi tega je teh defaultov v Sloveniji toliko malo, ne? Se mi zdi, ne vem. Zdi se mi, da se pogosto to zanemarja, češ da je zelo malo defaultov, ampak nikoli se pa ne vpraša, kako človek na drugi strani živi, ne? Definitivno je to res, pač to je tudi v sami naravi človeka stanovanje oziroma je neka primarna pravica, ki jo človek ima in se bi najtežje odrekel, tudi napram položaja v družbi ali pa kako bi drugi na to gledali, če nekoga vržejo na cesti in da ostane na cesti, tisto, kar bi ljudje verjetno najbolj zaznamovali. Zato so se pripravljeni res odreči marsičemu samo zato, da zadržijo to.
enostavno, ker ta najemniški trg ni bil urejen, so se ljudje tudi toliko bolj odločali za same nakupe stanovanj, ker enostavno neke predvidljivosti na našem najemniškem trgu, ne moreš najeti stanovanja za 10 let, kar bi ti zagotavljalo neko daljše časovno obdobje, recimo dokler so otroci mladi, da bi bil v nekem najemnem razmerju, so se ljudje na silo odločali za nakupe stanovanj, zato da so lahko zadostili tem nekim primarnim potrebam za strehe nad glavo. In tukaj je pol ta zgodba, ki se nam v bistvu skozi ponavlja. In enostavno bojo te ljudi, vsi bomo naredili vse, samo da ne zgubimo to primarno pravico po samem bivanju. Ja, številni mladi so res v veliki stiski, ne morejo se odseliti od doma, ne morejo se osamosvojiti, dobivamo kar veliko vprašanj mladih, konec koncev je potrebno tudi 20% lastnih sredstev za nakup stanovanja in višje so cene, več prihrankov je potrebno imeti. Recimo, če bi želel kupiti 200,000 evrov za vredno stanovanje, moraš imeti v bistvu 40,000 evrov prihrankov. Kdo ima 40,000 evrov prihrankov, potem pa še zadolžiti se za 20-30 let za posojilo. Psihološko je to za marsikoga izredno težavno obdobje, ujeti so v bistvu v domovih svojih staršev. Gospod Perovšek, kaj si pa vi mislite o tem? Ja, vsem tem bi še rekel še to, da je pri nas je tudi ta kultura, stanovanjska, skratka, pri nas hočejo imeti vsak hoče imeti svoje lastno stanovanje. Zdaj, to reševanje stanovanjskega problema z najemnimi stanovanji je pri nas praktično zmeraj neka začasna rešitev in vsak na koncu hoče priti do svojega stanovanja, s čimer seveda ni nič narobe in je to čist normalno. Zdaj, ampak treba bi bilo poskrbeti verjetno tudi za ta nek del, za dostopnost nekih stanovanj, za pač potrebe lastne uporabe, tudi na trgu. Zdaj, kako bi lahko tukaj država kaj naredila, verjetno je to stvar, lahko samo stvar zemljiške politike v smislu tega, da bi se zagotovljala stanovanja za gradnjo, tudi za tako gradnjo, se pravi, recimo v smislu nekih stanovanjskih zadrug, v katerim se že veliko pri nas govori, pa zaenkrat še niso zaživele. Skratka, potem je druga zadeva, je seveda najemna stanovanja, ampak tukaj je pač pa treba imeti neke socialne korektive, da bojo ljudje lahko si to privoščili, vsaj začasno. Zdaj, ko že omenjamo najemni trg, tudi tukaj je kar precej neznank, sploh ni nobenih statistik, analiz, pregleda trga. Veliko je v bistvu stanovanj, o katerih pač enostavno lastniki ne poročajo nikomur, se pravi, se oddajajo na črno. Tako da, kaj se pa sploh dogaja na najemnem trgu? Slišimo namreč tudi, da so cene na najemnem trgu podivjale. Mogoče tukaj, če imate kakršnekoli informacije. Ja, kar se tiče geodetske uprave in sistematičnega spremljanja najemnin na stanovanjskem trgu, je situacija taka, da dejansko ne razpolagamo z dovolj kakovostnimi podatki, da bi lahko analizirali kvalitetno trg in pa postregali s kakšnimi podatki, statističnimi podatki o tem. Tako da zadeva je taka, po občutku lahko samo govorimo o tem, kaj se dogaja na najemnem trgu. Gospod Vrili bo najbrž iz tega vidika imel boljšo sliko celo. Mislim, da je bil pač pri nas je vladal nek divji zahod na tem najemnem trgu. Nikoli ni bil zelo transparenten, pač v naravi naši je to, da smo poznavalci, kako utajiti davke. Tega črnega najema je bilo res v preteklosti veliko, potem je tudi finančna uprava tukaj malo stopila na prste in takrat se je zelo veliko najemodajalcev odločili, da bodo te prihodke tudi prijavili. Jaz vidim predvsem problem najemnega trga v tem, da je ta fond najemnih stanovanj majhen, da se ti najemodajalci zelo hitro premikajo, en dan oddajajo dolgoročno, drug dan, ko vidijo, da je boljša priložnost, oddajajo za Airbnb in Booking, potem se spet vrnejo na
na samo dolgoročno najem, ker zdaj trenutno turistov ni, tukaj je zelo velika nepredvidljivost teh najemnikov, kaj se bo zgodilo. In tukaj mislim, da se bo te stvari zdaj s tem najemnim trgom, ki ga dela stanovanjski sklad, mečkan izboljšali, čeprav to je še vedno kaplja v morje, ker dejansko je to majhno število stanovanj, recimo letos prehajati na Brdo teh 500-600 najemnih stanovanj. Jaz mislim, da jih bojo ljudje pograbili in takoj v bistvu najeli, ampak je to že nek prvi korak v pravo smer. Tudi mislim, da je bo priložnost, kot je gospod že prej rekel, če bomo izboljšali sam postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj in s tem omogočili nekim večjim institucionalnim vlagateljem, da vstopajo na sam trg, bojo prišli. In zelo zanimiva kategorija je najemniški trg stanovanj za institucionalne vlagatelje. Oni imajo tukaj interes, ker najemniki stanovanj, fizične osebe so zelo predvidljivi, ni veliko defaultov, dolgoročno najemajo stanovanje in si ti institucionalni vlagatelji zelo lahko zračunajo sam donos na njihovo investicijo, ki jim zagotavlja nek stabilen dolgoročen pogled. Tako da tukaj mislim, da bi Slovenija mogla nekaj narediti v tej smeri, da se v bistvu izboljšajo sami postopki sprejemanja prostorskih načrtov, da lažje pridemo do gradbenih dovoljenj in tukaj se bojo potem odprla vrata za razne investitorje, ki bojo povečevali ta fond najemniških stanovanj in tudi samih tržnih stanovanj za prodajo. Ne moramo samo čakati na državo, da bo država gradila. Država nima te vloge, da gradi, lahko pa izboljša same postopke in potem nam mogoče res uspe na koncu, da se trg nekako najde neko ravnovesje. Če pogledamo po ostalih evropskih mestih, recimo Varšava, zelo konkurenčen trg, predvsem tudi na poslovnem segmentu, tam pač te poslovne stolpnice rastejo kot gobe po dežju, in morajo biti zelo iznajdljivi, da najemodajalci oziroma lastniki teh stavb to uspejo oddati, in tak v bistvu konkurenčen trg moramo tudi dobiti v Sloveniji. Trenutno pa je zelo nelikviden, zelo težke so ovire, visoke ovire so za vstop na sam trg in to vse posledično se prenese na same cene, na najemni trg in na ponudbo in povpraševanje. Začaran krog. Skratka, predlog gradbenega zakona prinaša v bistvu hitrejšo izdajo gradbenih dovoljenj in pa tudi hitrejše pridobivanje uporabnih dovoljenj sploh za enostavbne hiše. Kako lahko še v bistvu ta predlog mogoče vpliva na trg nepremičnin? Gospod Perovšek, ste kaj študirali to? Ja, nedvomno, če se bojo poenostavila postopki, če se bo skrajšal čas pridobivanja teh dovoljenj, bo to pozitivno vplivalo na hitrost zaključevanja gradbenih projektov. S tem bo seveda tudi ponudba se lahko hitrejše prilagajala kot zdaj. Za investitorje je to vsekakor zelo pozitivna novica. In ja, glede na to, kako vemo, kako to poteka do zdaj, je to zelo dobrodošlo, da se pač te administrativne ovire čim bolj odstravijo, v končni fazi to tudi poceni potem gradnjo. Ja, tukaj se je naredil korak naprej, pri samem tem sprejemanju gradbenih dovoljenj. Postopki so poenostavljeni. Mislim, da je večji problem tukaj v sprejemanju prostorskih načrtov, predvsem podrobnih prostorskih načrtov. Tukaj so pa postopki predolgi in izhod iz tega je premalo zanesljiv in znan. In to povzroča dvom pri nekih investitorjih. Ja, mogoče bi tukaj omenila še novelo zakona o dohodnini, ki gre v drugo obravnavo v sredo, danes je torek, ko snemamo. Ta prinaša v bistvu znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Po novem bi znašala 15% in ne več 27,5%. Hkrati pa se znižuje tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 15 na 10%. To bi znalo biti zanimivo mogoče za marsikaterega investitorja ali pa za marsikoga, ki ima denar, pa ne ve, kaj s tem početi. Ja, efektivna davčna stopnja se bo v bistvu s tem, če bo sprejeto, znižala za skoraj 10 odstotnih točk, kar je seveda kar znatna izboljšava. In to pomeni, da bo seveda donosnost oddajanja nepremičnin opazno narasla. Verjetno bo to tudi spodbudil
še dodatno povpraševanje po naložbenih nepremičninah in seveda tudi nadaljnjo rast cen po eni strani. Ne. Vsekakor je pa pozitivno, je ta predlog, smatram, da je pozitiven, zato ker je dejansko davčne obremenitve vdajanja v najem, nepremičnino v najem pri nas so izredno visoke, ne, in demotivirajo to prijavljanje in plačevanje potem posledično davkov iz tega naslova. Ne. In prepričan sem, da bi tak zakon tudi prepričal oziroma motiviral kar velik del teh, ki zdaj vdajajo nekako na sivo, da bi se odločili, da zadeve začnejo legalno, regularno vdajati. Tudi mislim, da bi lahko prihodek iz naslova, absoluten prihodek iz naslova tega davkov nevtraliziral pač znižanje samo davčne stopnje. Ja, marsikdo bi rekel, da gre za predvolilni bombonček, ta predlog oziroma ta novela zakona o dohodnini, ki prinaša tako razbremenitev dohodkov iz dela, kot seveda iz kapitala. Ja, vprašanje pa je, ali je v bistvu to vzdržno, kajti država Slovenija je izredno zadolžena in vprašanje, če si lahko v bistvu privoščimo takšno znižanje davkov. Andraž, mogoče še tvoje mnenje? No, o nepremičninskem davku se res pogovarjamo že zelo dolgo. Zdaj ta znižanje davka na dobiček iz najemnina, se strinjam, je koristena, bo mogoče ljudem, lih to, kar sem prej govoril, o tem črnem najemu, bo marsikoga prepričati, da mogoče se pa vseeno je dobro, da ne živijo skozi prekršku, pa da plačajo neke davke. Se gremo dotakniti še majčkeno transakcij. Zelo natančno smo opazovali transakcije iz meseca v mesec, kaj se je dogajalo po marcu 2020, ko je pač udarila korona kriza. Pa me zanima, kaj ste vi opazili, ko gledate mesečno, spremljate podatke o transakcijah? Ja, tukaj bi pravzaprav uvodoma rekel, da je bilo to gibanje transakcij oziroma začasni padci prometa z nepremičninami se je izkazalo, da so bili izključno posledica pravzaprav ukrepov za omilitev posledic epidemije. Ne. Povpraševanje samo po stanovanjskih nepremičninah, predvsem pa po zazidljivih zemljiščih, seveda ni padlo, nasprotno še povečevalo se je v tem obdobju. Seveda zadeve so pa potekale takole, takoj po prvem valu, se pravi po prvi uvedbi pač epidemije, razglasitvi epidemije, je bilo aprila 2020 doseženo prvo in sicer najgloblje dno števila transakcij z nepremičninami. Šlo je kar za drastičen padec, ker je bilo pač javno življenje takrat popolnoma ustavljeno in je bilo trgovanje z nepremičninami pravzaprav onemogočeno. Za cirka 2/3 je upadlo število transakcij z nepremičninami. Takoj po prvem preklicu epidemije se je potem to število transakcij vrnilo na raven pred epidemijo oziroma celo preseglo, ker so pač prodajalci in kupci poskušali nekako nadoknaditi izpad trgovanja v tistem prvem času. Z drugim in tretjim valom epidemije, se pravi jeseni, oktobra 2020, se je ponovno začelo seveda zmanjševati število transakcij, ampak padec ni bil več tako velik kot v prvem valu. Zadeva se je nadaljevala do februarja 2021, se pravi letos, ko je bilo doseženo drugo dno. In sicer je bilo število transakcij za cirka četrtino manjše kot v februarju leta 2019, normalnega leta 2019. Potem pa je po preklicu epidemije, se pravi v marcu, stanovanjski trg predvsem zelo oživel, pa tudi poslovne nepremičnine. Skratka, na splošno je prišlo do velike oživitve trga
in zelo je začelo naraščati število sklenjenih poslov. Junija je bilo že za približno 30% večje kot recimo junija 2019. Tako da vzporedno se je pa začela tudi, se pravi marca se je začela pa tudi ta spirala pospešene rasti cen stanovanjskih nepremičnin. Andraž, ti imaš neposreden stik, oziroma imaš stik vidiš, kaj točno dogaja, kako se ljudje zadolžujejo, si ocenjevalec konec koncev vrednosti nepremičnin. Mogoče ti lahko poveš, kaj si ti opazil v tem času, sploh v zadnjem času, kar se tiče samega prometa oziroma ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Tako, kot smo že prej v uvodu povedali, pa tudi, kot je gospod Aleš zdaj povedal, pač nekako umetno je bilo narejeno, da se ni mogel trgovati za nepremičnine, zato je bil ti padec. To povpraševanje je bilo vedno prisotno in se je akumuliralo, se takoj, čim so odpravili te omejitve, prelilo nazaj na trg. Kaj se zgodi? Zgodi se to, da pač ljudi vidimo na trgu, da ljudje nimajo kaj kupiti. Ogromno ljudi se obrne tudi na nas, pa pravi, kaj ne kupimo, nimamo nič za kupiti, mi bi radi nekaj kupili, pa nimamo kaj. In to posledično pomeni, da res je to pomanjkanje ponudbe in to nekatere pač prisilijo, zdaj pa res dajmo nekaj kupiti in kupijo pač po nekih cenah, ki so še više, kot so bile prejšnji mesec. In kar mi opažamo, tako kot sem tudi že prej povedal, cene se dejansko spreminjajo iz tedna v teden. Tisto stanovanje, ki smo ga mogoče ocenjevali pred enim mesecem v istem bloku, je zdaj lahko tudi 20% dražje prodane, zato ker pač nekdo se je pač odločil, da ima dosto vsega, da ne bo več čakal in gre v nakup stanovanja. Veliko ljudi, veliko zgodb slišimo, ko ljudje so v bistvu kupovali stanovanje, recimo, če gledamo neko obdobje 3 let, in ko so začeli kupovati, so rekli, se cene so visoke, bi malo še počakali, mogoče bo pa kaj novega prišlo na trg, in potem ugotovili čez par mesecev, da so cene še višje, pa da je še manj za kupiti, pa so rekli, mogoče bo pa zdaj pa res padalo, in na koncu po nekih 3-4 letih odločijo, da bojo pa kupili stanovanje, za katerega pol plačajo na koncu tudi 30-40% več, kot bi ga takrat, ko so začeli ta svoj proces samega nakupa stanovanja. To je v bistvu kar neugodno, da se tako v bistvu hitro spreminjajo te cene. To v bistvu tudi zelo vpliva lahko na v bistvu kredit, na višino kredita, ki ga dobimo. A dobivate ocenjevalce vrednosti nepremičnin kakšne prošnje po malo bolj normalni cenitvi, če lahko tako rečem? Mislim, te prošnje so seveda vedno prisotne, zdaj pač temu se izogibamo. Predvsem je tukaj veliko bilo narejeno strani samih bank, mi smo zelo pod velikim nadzorom, včasih je res ta ocenjevanje vrednosti bolj manj regulirano oziroma manj nadzirano. Zdaj nas po eni strani nadzira sam inštitut za revizijo, agencija za nadzor nad revidiranjem, po drugi strani pa predvsem tudi banke, ki so v bistvu tukaj veliko bolj previdne, kakšne cenitve dobivajo, in tukaj smo relativno probamo biti realni, zato nam v bistvu zdaj imamo več problemov s tem, ker zelo težko dokažemo neko ceno, ki je trenutno na trgu, z nekimi primerljivimi prodajami, ker enostavno cene raste iz meseca v mesec, podatki pa vemo, imajo nek zamik, in tisti podatki, ki so izpred 2 mesecev, se izkaže, da niso več aktualni. Zato tukaj mi ogromno časa posvečamo čim hitrejšim analizam in čim hitrejšemu spremljanju samega nepremičninskega trga, da lahko damo neke realne ocene, ker po drugi strani se nam zgodi, da enostavno zelo težko sledimo temu bikovskemu trendu, ki vlada na nepremičninskem trgu. Zanimivo. Kaj pa vi mislite, gospod Perovša, glede tega? Ja. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin zna biti zdaj malo imajo probleme, ocenjevalci, glede na pač podatke, monitoring, ki ga izvajate vi, prihaja z velikim zamikom na trg ta poročila. Ja, seveda, to je pač problem, ki sem ga že prej omenil, temu se pravzaprav ne moremo izogniti, namreč potreben je določen čas, da se te podatki obdelajo, pregledajo in seveda ta prvi sploh zberejo, ker so že v osnovi so zamiki pri poročanju v evidenco trga nepremičnin, ki je pač osnova za vse te analize trga in pač tudi sama poročila. Tako da zmeri bomo rekli, ta uradna statistika bo zmeri premalo žurna za javnost.
Ampak seveda sami cenilci, ne, če govorimo o individualnem ocenjevanju, oni dostopajo do neobdelanih podatkov in se pač po svojih močeh borijo in kar dobro obdelujejo te podatke za svoje potrebe. Dejansko je pač to zdaj neko izredno stanje na trgu, ne, ker to, kar se je zdaj dogajalo, ne, če imamo neko 20% letno rast, ne, se pravi, se iz meseca v mesec spreminjajo stvari. Ne. Jaz mislim, da se bodo te stvari tudi umirile. Ne. V preteklosti nismo imeli toliko takih težav, ne, če bi trg počasneje rastel ali pa če je v bistvu stagniral. Ne. Zdaj pač neko posebno obdobje. Imeli smo v preteklosti tudi obdobje visokih donosnosti na obveznice, smo imeli tudi takrat težave, pa se je to slejko prej tudi stabilizira. Ne. Zdaj pa, kot smo prej rekli, ne, manjše število transakcij, ker praktično nekaj kupate, ne, potem pa te anomalije skačejo gor in dol in so res velike razlike tudi v posameznih, ne vem, blokih, ne, koliko je bilo prodano posamezno v bistvu enako stanovanje. Zato so tudi ti razkoraki mogoče malo večji. Ne, če bi bilo več likvidnosti, več transakcij, ne, bi se to nekako tudi poglihalo, ne, tako pa skače malo gor pa dol. Mogoče bi tukaj samo omenila, da Capital Genetics skupaj z IT partnerjem Arvijo pripravlja aktualen oziroma ažuren monitoring trga nepremičnin, tako da v bistvu v vsakem trenutku se da vpogledati, kakšno je stanje na trgu. A gremo mogoče se dotakniti, nismo danes še veliko govorili o novogradnjah. Ne? Cene novogradenj, to je tudi ena taka velika neznanka, nimamo nekih podatkov. Slišimo, da grejo cene vse od 4-5 tisoč evrov pa tja do 8-9 tisoč evrov na kvadratni meter v Ljubljani. Te cene so seveda nekoliko nižje izven Ljubljane, pa vendar, kaj lahko pričakujemo, dokam grejo lahko te cene novogradenj, dokam gre to lahko še, no? Ker zdaj, če upoštevamo tudi recimo te stroške obrtnikov, ne, to se vse zdaj precej, so se povišali ti stroški oziroma cene so kar precej narasle in če potem vzamemo neko rabljeno stanovanje, ki ga je potrebno obnoviti, zelo hitro lahko pridemo do nekih cen, ki so že blizu tem novogradnjam. Zdaj, cene bodo šle do tam, do kamor bojo kupci pripravljeni kupovati. Ne. To je dejansko res. Zdaj, če se mogoče malo dotaknemo teh cen novogradenj, recimo tukaj imamo mi en problem, ne, zato ker se te investitorji ne sporočajo, saj nekateri ne sporočajo prodajnih cen samih stanovanj. Tukaj je pomanjkanje v sami bazi evidenci trga nepremičnin, da so te podatki nepopolni. Ne. Če bi bili te podatki in da bi bili investitorji sami zavezani k sporočanju, oziroma vse so po zakonu zavezani, ampak so očitno kazni premejhne in se marsikdo ne odloči, da bi to naredil, oziroma niti ne vejo, da to morajo narediti, bila ta baza bistveno bolj popolna in bi imeli tudi boljši vpogled v same cene novogradenj. Ja, mi sicer povečujemo nadzor nad poročanjem pač investitorjev o novogradnjah v evidenco trga nepremičnin. Je pa tukaj ta problem, da so predvsem zamiki so veliki, no, za ta poročanje. Se pravi, zelo pozno dobivamo za nazaj podatke. Ne. Tako da, ja, je problem, ker je teh podatkov relativno malo. Nasploh pa je, kar se tiče novogradenj, ta problem permanentno prisoten, namreč še posebej v obdobjih, ko pa novogradnje praktično ni. Se pravi, govorimo recimo zdaj v obdobju od leta 2009 pa do 2014, praktično novogradenj ni bilo. Ne. In dejansko ni bilo podatkov. Ne. Praviloma je teh podatkov premalo za kakšno verodostojne statistične analize. Ne. Sprav, tukaj pri novogradnjah imamo, pri novih stanovanjih imamo to specifiko, da je izjemno težko spremljati, bom rekel, tudi statistično zadevo, tako da je seveda prepuščeno to spet v glavnem posameznikom oziroma javnosti, da spremlja to medijem in tako naprej. Tako, mi tukaj sami potem te projekte, za katere vemo, da se gradijo, pa tako sami zbiramo podatke o transakcijah oziroma pobiramo cenike in tako naprej, da si delamo neko lastno analizo, da lahko potem pravilno ocenimo te novogradnje. Ker
seveda tudi te ljudje, ki kupujejo novogradnje, potrebujejo kredit, rabijo oceno vrednosti, in ta ocena vrednosti mora biti čim bolj točna in pač izhajamo iz teh podatkov, ki jih potem tudi sami zberemo na trgu. Ja, še najboljši vir so torej oglaševane cene, ki pa seveda geodetska uprava, pa to pa seveda ni sistemski vir, tako da mi. Zdaj smo imeli tukaj mogoče malo sreče, zato ker so te ceniki, ki so bili objavljeni, teh stanovanjskih projektov, se niso kaj bistveno spreminjali. V preteklosti je bilo vedno tako, da so pač investitorji potem na te cenike dajali določene popuste. Zdaj teh popustov praktično ni bilo, tukaj so te odstopanja mogoče par procentov, ampak dejansko nekih popustov ni bilo. Dostikrat se tudi zgodi, da so v obdobju tudi v vmesnem času med prodajo same cenike popravili predvsem navzgor, ne navzdol. Ja. To pa tudi ni dobra novica za kupce. Vse to je problem, da v bistvu ne veš, kakšna je bila prej in kakšna je zdaj, in da bi v bistvu sploh lahko naredil eno primerjavo. Saj konec koncev, tudi če bi naredil primerjavo, saj ni ponudbe. Mislim, če si primeril, projekt novogradnje, ki se je zgradil pred 2 letoma, dejansko so cene v tem vmesnem obdobju zrasle. Se pravi, investitorji, ki so začeli projekte, to je obdobje, 3 let, recimo, da se nek tak projekt zgradi, ko so zastavili projekt, so bile cene novograda nižje, kot so danes. Logično je, da so šli prilagajati same cenike. Predvsem so imeli probleme tisti investitorji, ki so že ob izdaji gradbenega dovoljenja, še preden so karkoli začeli delati, vse prodali. In potem v bistvu v postopku gradnje žal, ker so ugotovili, da bi lahko stanovanje prodali tudi 20% po višji ceni. Ja. Veliko investitorjev se poslužuje tega, da sploh ne objavlja cen, ampak se individualno dogovarja. To si v tej situaciji zdaj pri takem povpraševanju seveda lahko privoščijo. In cene seveda potihoma v ozadju se prilagajajo pač povpraševanju in rastejo. Ja, to pa sploh ni optimalno za kupce, da ne vejo, pač kakšne so cene. Ja, to sem tudi jaz opazila, da se dejansko skrivajo te ceniki in potem je v bistvu vse prepuščeno v bistvu našim pogajalskim sposobnostim, če lahko tako rečem. Opažam pa tudi, to pa ne vem, to sem pa tudi nekako zvedla, da nekateri nepremičninski posredniki celo zaračunavajo za oglede oziroma jemljajo neke varščine, kako bi temu rekla, neko garancijo, da pač prideš na ogled. Jaz mislim, da tega problema po moje ta hip nimajo, ker vem, da kupci čakajo v vrsti za nakup stanovanja, ne? Andraž, ti imaš stike tudi s tem trgom oziroma z nepremičninskimi posredniki. Tega nisem slišal, da bi v bistvu kupoval neke rezervacije, da bi lahko sploh pogledal stanovanje. Mogoče se pojavlja kdaj pri kakšnih bolj ekskluzivnih nepremičninah, zahtevajo neko varščino za sam ogled, predvsem z namenom, da se izognejo nekim takim, ki bi hodili samo to gledali, nimajo pa resnih namenov, da bi to kupili in tako nekako omejijo to. Se pa recimo tujini dogaja, recimo predvsem na najemnem trgu, kjer tudi se sooča s podobnimi problemi kot mi. Nimamo samo Slovenci teh problemov, se enostavno so najemodajalci tisti, ki odločajo, kdo bo prišel kot najemnik v stanovanje in tam ljudje delajo prezentacije, kdo so, kaj so, sleče jih praktično dogajati, da jih sprejmejo kot najemnike. Ja, seveda tam je treba vse v bistvu pokazati, v bistvu se razgaliti. Dogaja se pa cel kup nekih bizarnosti, tako kot leta 2006, 2007, tudi danes v bistvu lahko opazimo cel kup nekih oglasov, nekih pajzlov, ki se prodajajo po res nenormalno visokih cenah. In pa seveda tudi najemna stanovanja, se dogajajo neka fiktivna oddajanja in podobno. Skratka, tudi prevaranti in goljufi so v bistvu zdaj nekako izkoriščajo trenutno stanje na nepremičninskem trgu, zato da pač nekako pridejo, da se okoristijo. A ste mogoče opazili? Ja, goljufi so vedno prisotni in vedno na preži, vedno en korak pred vsem. Ja, sigurno se to dogaja. Treba je predvsem paziti, predvsem pri tem pomanjkanju stanovanj, se predvsem lastniki stanovanj so vedno bolj inovativni in probajo prodati dejansko vsak delček hiše. Tukaj je treba izredno paziti, da je to v skladu z samim gradbenim dovoljenjem. A se sploh lahko ena stanovanjska hiša naredi 5 stanovanj noter in se to proda. Tukaj se je ogromno naredilo, tudi strani zemljiške knjige, strani geodetske uprave, tako da se te
teh stvari je vedno manj, je bilo pa neko obdobje, ker se to zelo veliko dela in se tudi prodaja. In te ljudje imajo sedaj resne težave. Ne. Tudi banke so tukaj bolj pozorne in tudi cenilci kot tisti, ki smo v nek umestni člen med banko in pa kupcem, ki gremo to nepremičnino pogledati, smo zelo pozorni na to, ali je gradnja, čeprav nismo za to pristojni, ne, ampak ali je gradnja skladna z gradbenimi dovoljenji oziroma je tako stanovanje sploh primerno in sploh primerno za samo prodajo. Tukaj se zgodi kar v nekaj primerih, da sam postopek kredita ustavimo, ker ugotovimo, da je pač objekt neskladen. A to se vam je zdaj v zadnjem času tudi kaj dogajalo, da ste ustavljali? Ne, to se pač redno dogaja, ne, ker tukaj pač predvsem to je tako, ko kupujete kakšne stvari na internetu, pa če je neka blagovna znamka izredno poceni, morate vam zasvetiti vsi alarmi, da je lahko s tem nekaj narobe. Podobno je pri stanovanjih. Če je nekaj izredno poceni, oziroma je zelo privlačno, morate res dvakrat pogledati, da je vse tudi pravno formalno v redu. No, ta stanovanje, ki zdaj kroži po spletu, ni neprivlačno, ampak je zelo bizarno, ker je v bistvu pač noro visoka cena za v bistvu dejansko pajzel z enim majhnim okenčkom. No, tako da to se je dogajalo 2006-2007, ko so se prodajali razni deli stanovanj, kot si rekel, po norih cenah ali pa oddajali, ne. Mogoče, gospod Perovšek, ste vi tudi kaj zaznali na geodetski upravi, kakšne take čudne prakse? Ne, tako da bi prav sistematično to zaznali, je pa to stalno prisotno. Predvsem je to za narekovaji goljufe zelo ugoden čas, namreč glede na to ogromno povpraševanje, velikokrat kupci, ki so ponavadi neizkušeni, pa tudi nepoznavalci zadev, nasedajo zadevam, tudi manj so pozorni, oziroma so pripravljeni sprejeti tudi, bomo rekel, nepremičnine z napakami, ne samo zato, da bojo pač prišli do te nepremičnine v tej konkurenci. Ja. Tega sigurno je zdaj veliko in je treba biti pozoren. Treba biti zelo pozoren, zelo dobro je. Včasih dobiš vtis, da ljudje kupujejo stanovanja žemeljce. Mislim, pa je večkrat razlike. Seveda, lahko to tudi življenjsko zgrešene odločitve. Predvsem vsi mislimo, da vse vemo, tudi na nepremičninskem področju. V bistvu vsi mislimo, da smo zelo dobri poznavalci nepremičninskega trga, same transakcije in prodaje. Tako da tukaj je ogromno stvari treba pogledati pri samem nakupu in mogoče za tisti, ki so nevešči, bolje, da si vzamejo nekega strokovnjaka, da jim tukaj pomaga, pa da se sami zaletijo v nekaj, kar bo pretrto orah na koncu in znajo naleteti na veliko oviro, ki jim bo problem tudi v prihodnje. Sej, načeloma oni lahko kupijo tako stanovanje, ampak ko bojo želeli prodati oziroma vzeti kredit, bojo nastopile težave. In če je neka stvar nelikvidna in jo ne more pol na koncu prodati, ko bi želeli prodati, je praktično vredno nič. Ja, no zdaj, ko govorimo o teh zadevah, bi pa rada omenila še, ker so se gospod Perovšek pogovarjali o milijonarjih, koliko v Sloveniji imamo nepremičninskih milijonarjev, torej koliko je Slovencev, ki imajo v lasti v skupni vrednosti 1 milijon evrov ali več vredna stanovanja. Ugotovili se na Gursu, da je takih 984, od teh je 96, katerih vrednost nepremičnin sega od 2 do 3 milijone evrov, 17 pa takšnih, katerih vrednost nepremičnin seže preko 3 milijone evrov. Ko smo se pa nazadnje pogovarjali, to je bilo pred nekaj leti, je bila številka 800. Se pravi, je zrasla tudi število nepremičninskih milijonarjev v skladu z rastjo cen nepremičnin. Absolutno, vse to je to, kar smo že danes govorili. Ta segment je teh, ki kupujejo stanovanja za naložbe, sicer majhen, relativno majhen, ampak se pa seveda povečuje. V tem trenutku pač imajo nekateri veliko denarja na razpolago in ga usmerjajo v nakupe nepremičnin in s tem seveda to število teh, ki imajo milijonske vrednosti v nepremičninah raste. Nasploh pa seveda je v Sloveniji večina premoženja Slovencev je v nepremičninah, tako in tako. To je res. Seveda,
eni jih uporabljajo za sebe, ne, in tisti težko presežejo milijonsko vrednost nepremičnin danes še zmeraj. To so pa lastniki, ki pač imajo naložbene nepremičnine, ki pač oddajajo in tako naprej. In sicer gre tukaj zanimivo za fizične osebe v glavnem, ne, zato ker pač naš trg stanovanjski je v domeni fizičnih oseb, ne. Recimo te institucionalnih investitorjev, ki bi nalagali v nepremičnine, je pri nas še zmeraj relativno malo in kot je gospod Brili rekel že prej, je tukaj en velik prostor, kjer bi lahko pravzaprav se en način za zagotavljanje dostopnosti stanovanj, najemnih stanovanj, če bi se vse se povečuje v bistvu ta delež, ne, zmeraj več je institucionalnih investitorjev, ki tudi pač kupujejo stanovanja oziroma investirajo v stanovanja za kasnejšo oddajo. Tako kot druge po svetu, tudi pri nas prihaja do neke koncentracije kapitala v rokah peščice ljudi, in to je tudi vedno bolj izrazito, tudi pri nas, tudi če pogledamo te depozite, ki jih imamo Slovenci na bankah, ki jih imamo za čez 25 milijard, če bi to pogledali, kako je to sestavljeno, vidimo, da teh 25 milijard ni enakovredno razpršeno med Slovenci, ampak da je to zelo skoncentrirano na vrhu in da ima praktično večino tega premoženja v roku peščica ljudi. In ta peščica ljudi poganja ta trg. Tudi iz prakse vidimo, določeni ljudje pač kupujejo v novogradnjah tudi po 5 stanovanj, in to v vsaki novogradnji, če le lahko. Tako da te številke nič ne presenečajo, da imamo vedno več teh milijonarjev, se mi pa zdi, da bo to vsem v domeni peščice, tako kot je tudi gospod povedal, peščice ljudi, ki bojo to kupovali kot ta naložbeni segment. In tisti, ki že zdaj ne morejo, pa zdaj težko naredijo, bojo vedno težje. In tukaj bo treba, v bistvu bojo se ti ljudje preusmeriti predvsem v najeme, ker enostavno ne bojo več mogli zbrati tudi za polog samega stanovanja. Ja, opazila sem pa tudi, glede na to, da imamo res balone na številnih naložbenih trgih, tudi v kriptu smo videli Bitcoin že pri $67,000. Opažam, da številni kriptomilijonarji nekako poskušajo prekanalizirati ta denar v nepremičnine, tudi gradijo nepremičnine, kupujejo nepremičnine, ne samo pri nas, tudi pri sosedih na Hrvaškem, tudi druge v tujini. Tako da, ja, tudi verjetno se v bistvu del tega premoženja, ki je bilo ustvarjeno na drugih kapitalskih trgih ali pa na kriptu, nekako seli v nepremičnine, za katere se pa vseeno smatra, da je veliko bolj stabilna in varna naložba kot pa katerakoli druga. Ne trenutno. Tako, ne glede, da so te, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, ki so res naredili v izredno kratkem času zelo velike dobičke, zelo prepričani v samo vrednost kriptovalut in tega starega segmenta, se zavedajo, da tukaj obstajajo velika tveganja po veliki volatilnosti teh tečajev, da lahko praktično čez noč fiktivno izgubijo veliko količino denarja, zato se preliva definitivno del tega premoženja v neke bolj stabilne naložbene skupine. Med drugim so tudi tukaj nepremičnine, ukvarjajo se in s kupovanjem hotelov in z izgradnjo stanovanjskih nepremičnin in kupovanjem stanovanj. In jaz pravim, da tisti, ki so v bistvu veliko zaslužili v kripto svetu, so največ naredili s tem, da so pač to premoženje prekanalizirali v neke druge in imajo s tem bolj neko osnovo, s katero lahko gradijo naprej. Ja, predvsem pa lažje spijo, verjetno, glede na vsa nihanja, ki so na kriptotrgu. Mogoče bi za konec, gospod Perovšek, samo še dotaknil se množičnega vrednotenja. Kaj je zdaj s tem? A se množično vrednotijo nepremičnine ali se to zdaj malo ustavili? Ja, takole, zdaj zadnje izračunane vrednosti po modelih množičnega vrednotenja, se pravi posplošene vrednosti nepremičnin, ki so javno objavljene, so na stanje trga 31.3.2017, se pravi, imajo že kar dolgo brado. Na Geodetski upravi smo izračunali nove vrednosti, posplošene vrednosti nepremičnin na stanje 1.1.2020 in te naj bi bile
javno objavljene 1. aprila, se pravi aprila 2020, vendar je vmes se zgodila epidemija in za zakonodajo za omilitev posledic epidemije je bilo izkazovanje teh vrednosti ustavljeno. Se pravi, se je začasno zadržalo in ta situacija še zmeraj traja. Seveda v ozadju na geodetski upravi vrednotenje, množično vrednotenje še vedno poteka in ugotovljeno, po zakonodaji naj bi se pač izvedlo novo vrednotenje vsakič, ko se ugotovi, da stanje na trgu nepremičnin ne ustreza več pač izračunanim vrednostim oziroma najmanj v 2 letih. Ne. In zdaj smo mi seveda že ugotovili, da so seveda se cene spremenile do te mere, da bi bilo treba modele vrednotenja prilagoditi. Vendar kdaj bo to konkretno izvedeno, je pa odvisno pravzaprav od politike, ne? Oziroma tudi od tega, kdaj bojo zagotovljena sredstva in kadri za to, da se to izvede, in pa od tega, kdaj bojo potem te vrednosti potem dejansko zopet objavljene. Naslednje leto so volitve, tako da verjetno še kakšno leto ali 2 ali pa 3 ne bomo dobili teh ocen, predvidevam. Ne, v bistvu je to neodvisno od volitev, se mi zdi. Gre za pač že zakonsko predpisane postopke, ki jih je treba izvesti, in to je v bistvu rabimo samo zeleno luč, da se to naredi. Super, mislim, da smo več ali manj, se mi zdi, nekako pokomentirali aktualno dogajanje na trgu nepremičnin. Aleš Perovšek in Andraž Brili, najlepša hvala, da ste bila z nami. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala, Marja. Hvala tudi gledalcem. Če imate kakršnokoli vprašanje, me pišite na marja@businessspace.com. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.